In sicer je to kuharica, ki govori ne samo o teh splošnih mediteranskih jedeh, ki jih mi recimo zdaj že zelo poznamo, se pravi oljčno olje, pa sestavine, ki jih uporabljamo, oljčno olje, paradižnik, pa potem testenine in tako naprej. Ampak so notri izbrani recepti iz 21 držav, se pravi po vseh deželah, ki ležijo ob Mediteranu, se pravi tako naše dežele, kot potem Italija, Francija, Španija, potem pa te dežele Severne Afrike in potem gremo naprej na vzhod, se pravi vse tja do Sirije, Libanona, Izraela. Kar je zanimivo, je to, da je v knjigi tudi opis, se pravi za vse tiste, ki si želijo izvedeti, odkot so prišle začimbe, pa dišavnice, kako se je vse to mešalo med temi narodi, je nekaj opisa. Potem pa sledijo recepti, naslovi so zapisani v tradicionalnem jeziku, se pravi, da če gremo v to deželo ali smo prišli iz te dežele, pa bi si radi to jed skuhali, imamo to v originalu, potem pa zraven še seveda slovenski prevod. Kar je zanimivo je to, da so notri tradicionalni recepti, hkrati so pa dosti preprosti za kuhanje, tudi sestavine se zdaj dobijo v bolje založenih trgovinah oziroma na tržnicah. Najbolje je pa seveda, da si te sestavine prinesemo iz tiste dežele, odkoder je recept. Posebnost te knjige je tudi to, da ima zraven tudi vina, se pravi, katero vino priporočamo. Zato smo prosili tudi našega poznavalca vin Boruta Žerjala, da nam je pomagal, in sicer nekaj teh tradicionalnih vin, ki jih dobite v tej deželi, odkoder prihaja recept, hkrati pa on dodal še zraven slovensko vino. Tako da, v bistvu knjiga je res nekaj posebnega, ne? Se mi zdi, da je, ker je tako na nek način je za nas malce nenavadna, mogoče tudi eksotična, hkrati pa v bistvu pripoveduje zgodbo o teh tradicionalnih jedeh, ki jih srečamo ob Mediteranu, in tukaj se pravi, vsak lahko najde jedi tudi za sebe. Ali imaš rad zelenjavo, ali meso, vse je tukaj noter. Tako da je to knjiga, ki jo bi pač mogli imeti slovenske gospodinje na svoji knjižni polici, na tisti, kjer že imajo svoje kuharice.